Dobar dan, zdravljeni, moje ime je Andreja, prihajam z društva Ekovita in vam bom povedala nekaj dejstev o škodljivosti plastičnih vrečk na okolje, ki smo jih lahko zasledili deloma že v tem filmu. Problem plastičnih vrečk je v tem, da so narejene iz plastike. Proizvodnja za ta material je precej zahtevna oziroma potratna. Plastične vrečke izdelujejo iz nafte ali zemeljskega plina, to sta neobnovljiva vira energije in surovin in nista v neomejenih količinah prisotna na zemlji. Vrečka pa je narejena za trajno uporabo, to se pravi, material plastika je narejena prav s tem namenom, da je trajna. In to je njena dobra lastnost, hkrati pa zelo škodljiva. Letno se na svetu proizvede 4 do 5 trilijonov plastičnih vrečk, to je ogromna številka, se pravi, vsako leto na novo se jih proizvede v teh številkah. In približno za proizvodnjo 2 vrečk potrebujemo en štamperle, po domač povedan, nafte, to se pravi 3 centilitre, ob tem pa se proizvede 1 kilogram CO2-ja. To se pravi, proizvodnja vrečk vpliva tudi verjetno na kakovost zraka in podnebne spremembe. Večina vrečk na svetu je trenutno proizvedenih na Kitajski, kjer so pa okoljske zahteve še zelo ohlapne. Ko so vrečke narejene, kot je že Urša povedala, povprečen uporabnik vrečko uporabi le pol ure in jo zavrže. Največkrat pristane na odlagališčih, kjer pristane približno 96% plastičnih vrečk. V Sloveniji in tudi po svetu je trend reciklaže zelo nizek, z 3 do 4% se jih reciklira oziroma spremeni v slabše kakovostne izdelke. To je tako imenovan downcycle. Ker so tako obstojne in lahke, jih veter ali voda velikokrat z odlagališč in smetišč odneseta v naravo. Ali v reke, na polja in končno, kot je bilo prikazano tudi v filmu, pristanejo v oceanu. V tem okolju povzročajo trpljenje mnogih živali. Na tej sliki vidimo galeba, ki se bo prehranil s plastično vrečko, kar se vidi na naslednji sliki, da jo dejansko pojedo. To je iz video posnetka, ki ga je posnel Greenpeace. Dejansko na leto milijarde živali pogine zaradi zastrupitev oziroma prehranjevanja s plastičnimi odpadki vseh vrst. V plastične odpadke se žival lahko zaplete. To so živali predvsem, ki plavajo v morju in morajo na zrak pod zrak, a ne sprav morajo dihati, se velikokrat tudi zadušijo. Plastični odpadki akumulirajo na sebi toksične snovi iz okolja. Znani so primeri, da košček plastike na sebi vsebuje milijonkrat više koncentracije toksinov, kakor so DDT, nekdanji uporabljeni pesticid, ali poliklorirani bifenoli, kateri se, ko vstopijo v organizem, sprostijo in tako vstopijo v telo živali. Na plastičnih odpadkih, kot so tudi plastične vrečke, se lahko prenašajo tujerodne vrste. Ti odpadki so namreč stalni in obstojni in omogočajo življenjski prostor mnogim majhnim mikroskopskim sesilnim organizmom. V Indiji pa je znan primer tudi monsunskih poplav, povzročenih zaradi ogromnih količin plastičnih vrečk, ki so zamašile odtoke vod iz mest. Tako da vrečke vplivajo tudi na človeka. Ena zanimivost oziroma strašna zadeva, ki se nam bliža v prihodnosti oziroma katero moramo še podrobno raziskati, je, kako plastika vpliva na prehranjevanje človeka. Vemo, da plastične vrečke niso biorazgradljive, to pomeni, da jih nobena žival ali organizem v naravi ne zmore prebaviti, zato razpadajo le pod vplivom sonca, svetlobe, toplote in vode. Ob tem razpadajo na čedalje manjše kose in ob tem sproščajo, kot sem že prej povedala, v okolje snovi, iz katerih so narejene, oziroma nase vlečejo toksične snovi. V končni fazi pridejo do velikosti, ki jih z očesom ne vidimo, to je mikroskopsko velika plastika,
ki je prisotna povsod v okolju. To je tako imenovani plastični prah. Nahaja se v oceanih, na zemlji, v prsti, baje se dogaja tudi to, da se film ustvarja na površini vode iz mikroplastike. In to živali dejansko pojejo, hranijo v svojem telesu in vprašanje je, kako se to potem po prehranjevalni verigi naprej dviguje. Tudi v Sloveniji imamo problem s plastičnimi vrečkami. Kot je bilo v filmu prikazano, vrečka potuje do svojega doma, to je v oceanu. To se pravi, vsakršno onesnaževalo konča slej ali prej v oceanu. To je kot neko korito, v katerem se vse zbira in tudi odpadki, med njimi plastične vrečke, verjetno končno končajo v morju. In tudi Slovenija je morska država. Pri nas v našem društvu že od leta 2007 izvajamo čiščenje obale in monitoring trdnih odpadkov na obali redno mesečno. In v letu 2007, ko smo dejansko šteli odpadke, smo v Mesečnem zalivu in na še 2 odsekih slovenske obale v mesecih od aprila do septembra, to se pravi v 5 mesecih, nabrali 2726 koščkov plastičnih vrečk. To je v bistvu na 1 kilometru, koliko vrečk smo zbrali. To so fotografije, ki prikazujejo le delček teh vrečk, ki smo jih zbrali v Mesečnem zalivu. Vrečke so eden najpogostejših odpadkov na slovenski obali, prekašajo jih le cigaretni ogorki, ki so mimogrede tudi iz plastike. Če ob tem še povzamem, kako smo se v društvu odločili lotiti se tega problema, izdelali smo vrečke Mula, to so vrečke iz blaga, ki nadomeščajo plastične nakupovalne vrečke. Naj povem, da v Sloveniji povprečno Slovenec porabi od 150 do 300 plastičnih vrečk na leto, ki so največkrat brezplačno na voljo. V društvu smo pričeli s projektom Zrno na zrno pogača, kamen na kamen palača, odpadek na odpadek se splača, v katerem smo pristopili tudi k projektu Vrečka na vrečko in si želimo, da bi končno uspela tudi ideja Očistimo Slovenije za obdavčitev oziroma zakonsko omejitev uporabe plastičnih vrečk. Redno sodelujemo še vedno pri čiščenju morske obale in bomo na tem še delali tudi v nadaljevanju tudi z monitoringom in dejansko ugotavljali, kakšna je prisotnost od mikroplastike v Sloveniji. Se pravi, koliko jo je v morju, koliko jo je v prsti in kakšna je že zasičenost našega okolja s tem. Hvala. Hvala, Andrej. Vemo, da je varstvo okolja neposredno vpeto v vse človekove dejavnosti. Posredno ali neposredno. Kako pa je varstvo okolja povezano z umetnostjo, nam bo povedal umetnik D. Miha Artner. Ja, v bistvu, midva bo z Lukatom pa Katarino, bomo imeli delavnice ta teden z otroci, ki so tudi sodelovali v tej akciji, ki so zbirali vrečke cel teden, oziroma več kot teden, mislim, da 14 dni, 3 tedne. In rezultat bo iz teh zbranih vrečk, v bistvu Luka bo imel iz zbranih lončkov, oziroma kozarčkov plastičnih, jaz bom delal pa iz vrečk. Koncepti so moje skrivnost kosti, neko kost je treba javnosti vršiti. Luka, ti pa lahko tudi poveš, da si v svojem. Ja, lepo pozdravljeni še z najne strani. Luka Tarina, sva Katarina Mrvar, Luka Mancini, v Hrvatski studio. Katarina žal ni tukaj danes. Se pravi, najmen projekt smetične umetnosti je na nek način vezan na kozarčke. Treba je vedeti, da najbolj popularen šport na svetu verjetno ni nogomet, ampak kopičenje odpadkov. In ena najbolj absurdnih disciplin je prav potrošnja teh plastičnih lončkov. Te so se predvsem razširili s pojavom vodomatov, v katerih je pa mimogrede privatizirana in slaba voda.
v bistvu pomislimo, kako kratkotrajna je uporaba enega tazga kozarčka. Ne. Mi natočimo tekočino, spijemo in odvržemo. Vsega je lahko konc v 10 sekundah. Ampak razgradnja tazga v bistvu res cinično luksuznega izdelka je pa v bistvu lahko več 100 let, lahko celo 1000 let. Ne. In v tem oziru velja pač tisto slovenski stih, kolikor kapljic, toliko let. Se pravi, v enem kozarcu je kar dosti teh kapljic. Ne. No, zato mi pozivamo, da ustavimo svetovno prvenstvo v plastičnih kozarčkih in to je tudi naš koncept. V športnem duhu bomo k temu pozvali in bomo z udeleženci delavnic pač pripravili, bomo ustvarjali po njihovih željah oziroma bomo izdelali neko veliko žogo, planet, zemljo, bomo videli, bomo malo tudi improvizirali. To je o tem dogodku, kar se tiče o kozarčkih. Potem vas lahko pa še povabim skupaj z društvom Ekovitoj, bomo imeli v okviru projekta Vrečko na vrečko tudi dogodek otvoritev nove kolekcije Mula vrečk. To bo že 3. kolekcija. To so, kot je že omenjena, vrečke za večkratno uporabo, sešite in izdelane in oblikovane v Sloveniji. Gre pa tudi za čist neprofitni projekt. Tako da ste tudi takrat vabljeni v petek ob 26. novembra ob 18. na druženje in na poslušanje zgodb o novih motivih. Tako, kje smo zdaj na prezentaciji? Lahko omenimo še, no to je vezan na Miho, to je to bi hoče fajn, eno nazaj. To smo se zmenili z mestno občino, da bo v tem času visela tudi bela vrečka oziroma bela zastava na občini. Predaja vrečke. No, to sem že povedal. Se pravi, gre za to res absurdno športno disciplino. Pa sem pa še pri pojavu backfoot. Prav tukaj treba omeniti, da mi, organizatorji, smo že opozarjali na ta pojav, noben nam ni verjel. Pa so se pojavili na internetu filmčki in tudi vidite, ne, da to bitje čudno nam sledi. Zdaj ne vem, kaj so njegovi cilji. Mi nočemo imeti nič kaj dosti pravka z njim, no, ampak lahko da bo hodil okoli naših stojnic, ne vem, pustimo se presenetiti. No. Tako nekako, vsekakor njegov obstoj pa ni več pod vprašanjem. No. To bi bilo pa verjetno tudi vsema z naše strani. Hvala Miha, hvala Luka. Torej, glavni del aktivnosti se pravzaprav še ne pričenja. Vabljeni tudi, da se jih udeležite po Ljubljani, kjer se bodo pač dogajale stojnice in ostali dogodki. Še enkrat bi se vam rada vsem zahvalila, da ste nas podprli, da ste se udeležili te novinarske konference. Pred koncem pa vas še vabim, da nam zastavite kakšno dodatno vprašanje. Izvolite. Glede na to, da postavljamo, da ste trgovine dali kakšno pobudo za zmanjšanje, ali pa okrog teh brezplačnih vrečk. Me zanima, kakšne so ponovadi odgovori, ali je bil kakšen pozitiven odziv ali pa... Malo smo se že dogovarjali, pa tudi mogoče vnaprej, no, v nadaljevanju projekta. Nisem tudi pristopiti bolj resno še k njim. Zaenkrat so bili izzivi zelo mešani, ne. Vsak se boji prvi začeti. Mogoče bi to povedala, no. Kaj več pa bomo videli v prihodnosti. Jaz mislim, da nam bo uspelo, no. Ampak ne čez noč. Jaz bi mogoče tu samo upozorila, da glavnina vsega tega je pravzaprav največji problem so tiste vrečke, ki se delijo brezplačno v blagajnah. Spravi že tisto, če se omili in zaračuna ta uporaba, ne, je v bistvu kar dosti močen ukrep. Ali pokini. Še mogoče kdo? Očitno smo bili dovolj kratki in informacije. Hvala lepo še enkrat, pa se mogoče vidimo v drugi priložnosti, ko se bomo zopet pogovarjali o vrečkah. Hvala. Hvala.